Blindirano, ja pa bo glih tu. Samo je vse zaprto. Pot do Mostarja. Aha, glejte, tudi spodaj dol prideš. No, potem pa med vojno, ki niso imeli kje žrtve pokopavati, so jih pa kar tu. Mal naju je zametalo, ampak bo to Silvo rešil. Mal snega je palo, veliko ga je nanosilo po mojem, ki je bil veter. No, midva zdaj tukaj odhajava. Mislila sva jeti po eni stranski poti do Mostarja, se pravi, da bi tle desno zavila, pa bi šla tam mal med hribi in tako naprej. Ampak, dobro, da sem šefeta vprašal, pa je rekel, da je tle nemogoče prideti, ker ne plužijo, tako da bi verjeten nekaj časa se pelala, potem pa nazaj šla. Tako da, zdaj greva po tej klasični poti do Mostarja, se pravi čez Konjic, Jablanico in do Mostarja. Še hiter postanek v Babinem Dolu, se pravi, tole je smučišče Bjelašnica. Midva greva zdaj v Mostar. Evo, takole izgleda, saj to sem vam že v enem prejšnjem videu pokazal. Ejte, drugače pa te nove stavbe, ki jih delajo, ne, naredijo to zelo lepo. Ni to kar nekaj nametano, pa vsak po svoje. Imajo nekako stil, tako da meni je tale Bjelašnica všeč. Tako da se bom siguren še vrnil. Silvo, lepo si šipo spucal, tako da imava zdaj boljšo sliko. Midva zdaj greva dol iz Bjelašnice proti mestu Hadžiči, tam pa zavijeva levo proti Mostarju in potem čez Ivan Sedlo v Konjic, Jablanico, vse do Mostarja. Lep pozdrav iz Hercegovine. Tale tunel Ivan, ki ga vidite, to je meja med Bosno in Hercegovino, tako da midva sva glih zdaj prišla čez in to pomeni, da so v Hercegovini. Mal morava spucati šipe, ljudje nama blendajo, v tunelu je bila čista tema, pa še luči ima tudi Silva slabe. No, midva se pa zdaj spustiva tle dol v dolino, vse do Konjica, taka kar hud spust je. Bom mogoče malo posnel, če bo Silvo dober šipo spucal. Če so te tukaj kdaj vozili, bo lahko, ker so omejitve, tlele naprimer je 30 in doskrat te policija čaka, te zmeri in seveda kaznuje. Tole je Jablaničko jezero. Tukaj se vozim že 20 let, pa še nikoli nisem videl tako nizek vodostoj. Glejte, to je drugače. Tukaj, ko jaz stojim, plus še ne 3 metre gor, je običajno gladina. Zdaj pa, glejte, vse prazno. Ja, to je zdaj zgleda, ni bilo padavin velik, pa pozim se velike elektrike porab. Je pač elektrarna je na koncu, ne, zato je tudi to umetno jezero in zato je pač toliko nizek vodostoj. Jaz mislim, da se za ene 10 metrov zviša, da je nekako normalen. Tukaj bomo pa malo sadja kupili. Imajo, kakor hočeš. Jabolka 60 centov, tamle celo pol evra. Ti, Silva, se na cene spoznaš, to ugodno, ni? Pot do Mostarja je pa takale zanimiva, tako da ni dolg čas. Moraš pa počas voziti, ravno hitro ne gre. Tole, ki pa vidite zraven reko, je pa Neretva. Prispela so v Mostar.
Zdaj imamo ločene lokacije parkiranega placa pa apartmaja. Tole je neka kasarna. Tle so gospa pa njen mož so nas pričakali, tako da nama je odpeljal prtljago. Zdaj pa tole ta gospa bo zdaj pa pokazala, kje imamo apartma. No, drugače pa lejte, kasarna. Evo, kasarna. Zdaj ne vem, je to še v funkciji ali ne. Zdaj vam bom pokazal najino nastanitev v Mostarju. Sva na dobri lokaciji. Tukaj samo malo dol je center. No, midva so pa tukaj, imava tak lep stanovanje. Boste videli, kako je videti. Tukaj spodaj so midva. Tole je prva spalnica, tukaj bo Silvo. Tole je WC, kopalnica. Tu čisto lepo super, dovolj prostora. Kuhinja sicer ni velika, ampak toliko velika je, da mi bo lahko Silvo kavico zjutraj skuhal. Tole je dnevni plac. Kaj, Silvo, gruntaš? Ja, gledam, kaj vse napisano, pa zapisano, pa prepisano. Drugače šefica zelo prijazna, ne? Denar neki zbirajo tukaj. Vse je razložila. Pustila nam tam neke sladice. Tle ima vse napisano, kaj je za pogledati. Lejte, tamle ima razne denarje. Ja, to je dala sem mene. Aha, lejte, celo napiše posvetilo: poštovani Tomaš, molim vas, da primite ovaj mali suvenir, da imate lepo podsjetnik našem Mostaru. Lepa gesta. Reke Neretve. No, takole, no, to je pa še ta druga spalnica. Tudi prostorno. Evo, jaz sem tukaj že računalnik priklopil. Tudi balkon imava, ki sicer ga zdaj, ki je zima, ne bova uporabljala, ampak vidim, da je pa super razgled. Pa to je drugače super balkon, ne. Zdaj, če bi to polet bil, ne. Wow, lejte, kakšen balkon hud. No, tole je pa včasih bil park, to je gospa povedala. Park je bil, mestni, no potem pa med vojno, ki niso imeli kje žrtve pokopavati, so jih pa kar tukaj, tako da je zdaj pa to spominski park. Tako da je to malo žalostno, ampak drugače pa super so tole dobila. Cena pa 47 € za 2 dni, za 2 osebe, kar to pomeni okoli 12-13 € na osebo na noč, tako da ni drago. Zdaj iščeva partizansko pokopališče. Tukaj so prišla po eni ozki cesti, so tamle parkirala. Zdaj pa kako tole tlele najdeti, pa tudi nisem čist prepričan. Imaš ti, Silvo, kakšno idejo? Misliš, da bi tlele šlo čez? Bomo videli. Ne, lejte, tle je vse zablindirano. Ja, pa bo glih tu. Samo je vse zaprto, da to ne bo šlo. A vod, kaj je to? Ne vem pa že. Sva tamle od enega gospoda zvedla, da morava tukaj iti. Imam občutek, da veliko ljudi glih tole ne gre pogledat. Ampak midva kot zavedna Jugoslovana seveda greva. Zanimivo. Tukaj, ki misliš, da je že vsega konc, evo, pa prideš na cilj. Ser zanimivo, aha, lejte, tudi spodaj dol prideš. Ampak lejte, tole ni neki brez sveze, lejte, to je zelo lepo narejeno. Meni so taki spomeniki všeč. Lejte, to je preprosto lepo. Je
neka vrsta umetnost, ki jo jaz razumem. Moram reči, da veliko umetnosti tudi ne razumem. Glejte, to je to sem tudi bral, to je delal en srbski umetnik, ne vem zdaj imena pa priimka, ampak če mene vprašate, je tole dober naredil. Bral sem, da naj bi tole tle gor, ki vidite, da naj bi predstavljalo odrezano drevo, kar naj bi pomenilo prekinitev življenja, se pravi, ko so mladi umrli v vojni. Meni je tole zanimivo, tako da take stvari grem zmeraj rad pogledat. Pač kjerkoli že sem. No, tistole tamle gor na vrh so pa, bi rekel, kot neki kolesniki, tudi to sem bral, pa se ne spomnim čisto točno, kaj pomeni. Se bom pa tudi do gor sprehodil. Evo, zdaj gremo gor, čist do vrha spomenika. Zanimivo tole narejeno. Jaz bi tako rekel, ne? Če greste v Mostar, pejte tole pogledat. Jaz grem že zato, da malo podprem takele zadeve. Evo, lejte, tale človek umrl 41. leta, unle tamle 44. 43. To zgleda iz vsakega človeka svoje plošča. Evo, tukaj je neki safet. Drugače to se nahaja na hrvaškem delu Mostarja. In tle, ko sem videl tega safeta, me malo čudi, da to med vojno niso Hrvatje ven vrgli. Pa lejte, meni zanimiv spomenik, tudi na zanimivi lokaciji. Lejte, lep pogled na Mostar, tamle v odzadju, ne vem, če se bo videlo na sliki, vrh Veleža. Meni je tole všeč. Silvo, sem te dobro pripeljal. Ja, res, da smo mogli čez tale hrib, smo mogli prskot čez, ampak se je splačalo, cel dan smo potvarjali do tega, ki smo videli. Ker ima zelo dobro ocene in smo verjeli te oceni in zaradi tega smo tudi pošli sem. Ja, lejte, res super, sicer preprosto vse, tukaj le v enem kontejnerčku, ampak zgleda, da bo tole fejs dobro. Pa tudi tole, ki vidite, tole je 3 evre.